Gremo na naslednjo, in sicer imamo Manco, pride na sestanek skoraj v joku, bila je na predstavitvi, ki je obvezen del sodelovanja na natečaju za naj startup v regiji, člani komisije so bili izrazito negativni in nastrojeni in ni dobila željene potrditve. Tale je v meni ful rezonirala, zaradi tega, ker imam ful timov, ki se pripravljamo na P2 razpis, pa pač na razna tekmovanja in pač enostavno toliko upanja polagajo v tisto priložnost in toliko se pripravljajo in pol jih pač res tako boli vsakič, ko dobijo tisti hammer v glavo in a bi lahko kaj boljš naredila ali ne vem, sem imela tremo pred javnim nastopanjem, tako 10,000 stvari bi bilo, to se je dejansko naredilo pač na zadnjem P2 razpisu, tudi, ko sem eno ekipo trenirala. In pač na začetku je, dajmo počakati na rezultat, tako mogoče imaš ti en občutek, mogoče pač, veš, tako si bila pod stresom, tisto je bilo tako okolje, ki ga nisi navajena zate, ni konc sveta, tudi če je šlo vse narobe, ampak ti sploh ne veš, če je šlo že vse narobe. Tako da, dajmo počakati na rezultate, pa prespimo to en teden, 14 dni, pa bomo potem videli, kaj je, s čim se sploh soočamo. Skratka bi jo pa še enkorala, da ampak ti si se 3 tedne pripravljala in si naredila najboljš, kar si lahko, ni edina priložnost, ni konc sveta, you do you, pač ti pa idi naprej in delaj svoje, ker s tako strastjo in s tako vnemo bo že najdla eno audience, ki ti bo good. To je bil pep talk. Ok, odlično. Ja, še kdo? Jaz bi mogoče rekel, ja, glede na to, kaj bere, mogoče to sploh ni povezano s fundingom, ampak je čist nek natečaj za nek, ne vem. Ampak v vsakem primeru je tudi drugače treba obrniti, ne. Včasih kdo pride in pa je dobil nek funding, ampak jim povem, konec koncev to vam nič ne pomeni, ne. Ker kupci so konec koncev važni, ne. Sam funding še ni noben uspeh in tudi obratno, ne. Tudi če ne dobiš fundinga, še ni neuspeh. To si ful dobro povedal, zaradi tega, ker je pač ta vanity za teh tekmovanjih brez kakršnekoli realne validacije trga, pač tako sam sebi v namen praktično in s tem, kar si povedal, se jaz osebno tudi ful strinjam. Jaz sem imel zdajle case enih 2 fantov, ki sta naredila nek software, pustimo zakaj, sta imela že 3 delujoče stranke in pol pridete do mene, če naj greste na P2 razpis. Pa sem jaz rekel, dobro premisli, kaj delaš. Prvič, ne rabiš nujno tega denarja. Drugič pa daješ se v presojo nekam, kar ni nujno, da bo za tebe dobro. In dejansko je bilo zelo slabo, ker sta dobila zelo malo točk. In kar se je v končni fazi zgodilo, je, da sta ukinila projekt. Jaz sem z njima govoril par ur na to temo. Sem jih, daj prosim, ampak ne, njiju je tisto, ker sta tam dobila feedback, toliko prizadelo, da zadeva ni šla več skozi. No, in tukaj jaz pravim, ne, zdaj ta vloga nekega terapevta oziroma jaz ne pravim, da mora biti mentor terapeut, to je druga stvar. Je pa iz ene vidika je pa zelo fajn razumeti zgodbo, pa meni, kar je bilo meni najbolj všeč na psihoterapiji, so te vloge, ego stanja, v katerih ljudje delujemo, ne. Zdaj so 3, ne vem, koliko to poznate, eno je ego stanje otroka, eno je ego stanje odraslega, pa eno ego stanje starša, ne. In načeloma otroci vemo, kakšni so, ne. So vihravi, navdušeni, se veliko smejejo, ampak zelo veliko tudi jokajo, pa potem se petajo, pa tako naprej, ne. Kakšni so starši predavamo, vzgajamo, imamo absoluten prav in tako naprej, ne. Odrasli so pa tisto ego stanje, v katerem naj bi največ časa delovali, ker je najbolj produktivno, ker se uspemo v stvareh hladno in tako naprej odločati, ne. In zdaj tukaj v tej situaciji meni zelo veliko vprašanje otrok od teh ljudi, ki so bili zavrnjeni na temu razpisu, je, kjerega starša je hotel zadovoljiti, ne. Se pravi, koga si izbere za svojega starša, koga si izbere za razsodnika tega, kaj je v resnici vredno. In v podjetništvu je edini, ki lahko sodi o tem, a si ti dober ali ne, konec dneva je samo kupec, ne. Ni mentor, ni strokovnjak, ne glede na to, kdo ima izkušenj. Na koncu, v končni fazi je važen kupec, ne. In tukaj je zelo pomembno, no, tukaj jaz velikokrat tem poskušaš pomiriti, ne, ker tukaj, če ste prebrali, ne, da sta hotela iti na startup tekmovanje, ne, ker meni je en tak zelo zanimiv koncept, ne. Startup tekmovanje, zdaj pa neka strokovna komisija proglasila, kdo je najboljši startup, ne. Ja, najboljši startup je on, ki največ dobička naredi, ali ki najbolj zaraste, a ki najbolj rešuje problemov kupcev, ne to, kar modri možje, ki smo tukaj le zbrani, presodimo, da je najboljši startup, ne, ker to nima veliko vloge. In tukaj lahko mentor, mislim, če uspete, ne, odvrniti tega, da ljudje iščejo dokaz s tem, da dobijo
da so v medijih, da dobijo značke, da jim nekdo ploska in tako naprej, do tega, kar podjetjih naj v resnici naj bi delal, se pravi zadovoljeval svoje kupce in tako naprej. Če uspete v to smer obrniti, je to najpomembnejša stvar, ker tisti, ki iščejo nekaj drugega kot podjetništvo, je ponavadi se konča tako kot se. Ne? Tako da tukaj je ta funkcija, se pravi, da probaš človeka spraviti nazaj do tega, kar pravzaprav njegov cilj je, kaj bi odrasel človek naredil, ne tega, kaj otrok, ki mu je nekdo rekel, to pa ti nisi prav naredil in on zdaj joka v svojem kotu. No. Tako da to je pomembna stvar, ironično je velikrat pomembnejša pri podjetnikih, ki so navajeni veliko akademskega uspeha. Ne vem, če ste se to že srečali kdaj. Oni, ko so bili odločnjaki v šoli, imajo ponavadi problem biti podjetniki. Ne? Zakaj? Ker niso navajeni dobivati slabih ocen. No? Tako da to je lahko velika, velika težava. No? Še kakšen komentar tukaj? Jaz bi mogoče sam še opozorila tako na žensko podjetništvo, ker mislim, večino teh ljudi, s katerimi jaz delam, pač, ki so punce, sej ene so tista persona Nina, ki smo jo prej obravnavali, sam veliko ima pa ogromne težave se sploh izpostaviti. In tukaj dva layerja sta, v katerih zdaj razmišljam. Prvo rezonira v meni mnogo, kar smo rekli na prejšnjem pogovoru, da ne smeš disati, oziroma who are we to judge. A veš, tisto, da moramo biti tudi humble in pač tako dopustiti, da so ene stvari super in jim dati pač besedo, da ne smemo, ker jaz ne maram kon, tale virtualna štala bo katastrofa, da moramo biti v bistvu dobri v tem, kar delamo, tudi na način, da ne judgamo. In ta druga stvar je pa pač to, da jih kot osebe prepraviš na to zavrnitev bo prišla. In tukaj ne mislim, veš, da so karkoli, eni profili so enostavno bolj reluctant do tega, da so zavrnjeni in jih to bolj potre in pač ne vem, imajo nižjo samozavest, karkoli je že tazga, ampak v vsakem primeru se mi pa zdi, da moramo ful poudarjati to, not your last shot, not your last opportunity. Tole se je naredilo, kva sva lahko naučiva iz tega, šopamo naprej in strinjam se, da pač to podjetništvo zaradi dobivanja lovorik je zelo falena stvar, kakor je podjetništvo zaradi dobivanja javnih razpisov, ampak v vsakem primeru pa tako nasploh, ko delam s puncami veliko, se mi zdi, da one se toliko težko izpostavijo, da so jim take izkušnje lahko res traumatične in moramo biti na tej točki zelo empatični. Se strinjam. Ampak zakaj se pa prijavljajo pol na taka tekmovanja? Zaradi tega, ker je včasih to dostopa, veš, da dobijo founding, potem včasih morajo imeti kakšne taka javne stvari, pol v PR imajo že ful težave za to, da se sploh izpostavijo nekatere, pa jaz ful ne snowflakam zdajle, tako ne me narobe razumeti, moj karakter ni to, da bi kjerkoli človeka dajala v vato, ampak vem pa da so določene stvari težje. Eni težje prodajajo, eni težje skrančamo svoje računovodstvo, eni pa pač težje predstavijo svojo poslovno idejo. In tukaj mislim, da je naša funkcija v tem, da jim prvič stojimo ob strani, ki to delajo in jim pripravimo potem pripravi in jih pač že vnaprej tisto ne kvitamo za neuspeh, sploh ne, ampak pač tisto give it your best shot. Nismo vsi za javno nastopanje, absolutno nismo, ampak to je, a veš, kakor katapka žogo, sčasoma ponotraniš. Ampak če odgovorim, zakaj prijavljajo veliko ljudi ima veliko željo po nekem ploskanju, medijski izpostavitvi, in je to pomembnejše kot finančni uspeh podjetja. No? Ampak sej to pride. Ne, sem velika, veš, in pa tudi rečejo, da morajo to narediti. Ne, reverse inženirajo uspeh, ki ga vidijo v to in si to zastavijo kot neke take logične točke, ki morajo oni narediti. In jaz ne bi rekla v resnici, da je okej, da se popolnoma izoliraš in da ne greš nikamor predstavljati in da se pač tako držiš v stalni senci in pač živiš s svojimi strahovi. Jaz bi vsakmu rekla, pejti svoje cone obdobja, pa se maksimalno pripravi, pa give it your best shot. Ampak ja, veliko ljudi enostavno tudi misli, da to mora in zdaj jaz ne vem, a jaz mogoče delam z bolj ranljivimi skupinami, kaj je, ampak v moji praksi je okrog tega precej frustracije v resnici. Ja, ampak tudi biznis okolje je tak. No, pač, jaz vem, da smo bila mi v Bolgariji v nekem pospeševalniku, pač njihov glavni cilj je bil tudi, da nas nasujejo totalno. Pač jaz tazga okolja ne podpiram in
sem po 3 dneh šel domov. Pač. Ne, in ful appreciate No, saj tvoj pa- feedback in tako pride nazaj do tega, kar smo se prejšnjič pogovarjali, v kateri točki so oni tako stabilni, da jih sploh lahko sesuvamo. To je bil zame ful pomembnim learning teh mentorskih sessionov, ki smo jih imeli ta teden. Ja, jaz bi rekel, da P2 recimo niti ni tako grozen, no, kar si rekel, Rado, in da tudi ni nič slabega, da v bistvu jaz ne pravim, to je tako, kot če iščeš samo investitorja, pa skačeš od enega do ene predstavitve piče in tako naprej, ampak na eno ali pa dve taki stvari, zato da se ne zgubi preveč časa, se pa hkrati v bistvu poenoti, sploh če je več founderjev, a ne, da se poenoti, kaj sploh hočejo delati, pa kako predstavljati in kaj pomeni, kdo je pool njihov, kupcev, stranke in tako naprej, kaj je bistvo njihovega produkta ali pa servisa in tako naprej, pa kar fajn eno tako stvar narediti, ker te prisili, da skleneš nek krog, ne, pri sebi. Edino, kar bi jaz upozoril, no, zato je tudi takle napisano, da mora biti na to stvar kot odrasli, in ker koga boš ti dobil, ki bo ocenjeval tvojo idejo, v resnici gamble, ne. Ti lahko dobiš nekoga, ki mu nekaj paše, lahko dobiš človeka, ki je bolj širok, lahko dobiš človeka, ki je ožji. Ne? Jaz sem bil na takih predstavitvah, ko sem šel ven, ker se mi ni zdel več, kakšen feedback mi dajemo določenim skupinam. Jaz imam osebno izkušnjo, recimo, ko smo šli na P2 z enim startupom, ki sem ga podprl, pa nismo bili zbrani, pa je bil noter pač en iz, recimo, podobne dejavnosti, pa je imel ful za prepamenta, ne. Jaz sem šel pozdraven, zato ne sem pač zato, da je bila večja ekipa, pa kot co-founder, čeprav sem bil kao smart money noter, ampak na koncu smo mi od tistih, ki so bili zbrani, ne od ostalih, ki niso bili s tem startupom dosegali večinoma vse plane z neko 2-letno zamudo, ne. Veliko ostalih je pa propadalo ali pa niso tam. Tako da, ne, sej, to je ta finta, sej failure je v bistvu lahko tudi success, ne. To je v bistvu tisto, kar moraš naučiti vsakega podjetnika. No, tukaj moje glavno sporočilo je, da mentor mora tukaj, preden greš na to tekmovanje, delovati kot eden, ki grounda pričakovanja, no. Ki razloži, da se lahko zgodi tudi neuspeh in pomaga razviti scenarij, če do tega ne pride, no. Tako, to se mi zdi ful pomembna stvar. No. Jaz bi samo eno še dal zadevo, ki nima veze z mentorstvom, ampak kot pripombo k P2 programu, ne. Ja. Jaz nečesa ne razumem, zakaj se te stvari recimo kot predstavitve ne snemajo, sicer bi lahko pol dala vsaka ekipa dovoljenje, da se to objavi ali pa ne, a ne piči, ker jaz gledam tako, ne. Tam je toliko in toliko ocenjevalcev, ker je toliko in toliko skupina, ne. Ocenjevalcev in je škoda. Recimo jaz kot investitor bi zelo rad prišel do teh informacij, kaj se pripravlja, pa kaj ne, pa mogoče kakšni skupini ni bila zadeva ali pa ideja všeč, jaz bi pa z veseljem podprl. In tle mislim, da se tudi zgublja možnost financiranja, se pravi, da če že grejo na tako stvar, pa porabijo toliko in toliko časa, da se pripravijo, zakaj ne bi tega izkoristili, da lahko mogoče do smart money ali pa do seed investorja ali kakorkoli pridejo. Ne. Se strinjam, dobra ideja, bomo posredovali naprej na SPS, po mojem je sigurno za pozdrav.